Prihajamo na prvo točko. Seznanitev s poročilom občinske volilne komisije o izidu volitev člana občinskega sveta in izidu volitev župana občine Kamnik. Poročilo sta objavljeni v gradivu. Predlagatelj občinska volilna komisija občine Kamnik. Prehajamo na prvo poročilo in sicer poročilo izidu volitev člana občinskega sveta občine Kamnik. Poročevalec Stanislava Avbelj, predsednica občinske volilne komisije. Gospa Avbljeva, izvolite. Pozdravljeni. Občinska volilna komisija je na seji dne 21.11.2022 ugotovila in potrdila izide glasovanja za volitve članov občinskega sveta občine Kamnik ter izid glasovanja za župana. Zdaj, če na splošno povem za začetek, občinska volilna komisija je izvedla glasovanje v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in zakonom o volitvah v državnem zboru, ki se smiselno uporablja tudi za volitve v občinske organe. Delo občinske volilne komisije je potekalo nemoteno v skladu z naštetimi predpisi. Kakšnih posebnosti ali nepravilnosti občinska volilna komisija ni ugotovila. Karkoli je bilo problemov, jih je komisija reševala sproti, tako da komisija ni prejela nobenega ugovora zoper morebitno nepravilnost dela volilnih odborov. Skratka, ni bilo nobenega ugovora in zadeve so tekle tekoče. Da pa je občinska volilna komisija delo opravila v skladu z zakonom in da so tekle volitve nemoteno, brez problemov, gre velika zahvala tajniku občinske volilne komisije oziroma tajnici, njihovim namestnikom ter uslužbencem občinske uprave, ki so nam zagotovili, da je delo komisija opravila kvalitetno in strokovno. Zdaj pa, če preidem k samemu poročilu. S samim poročilom ste seznanjeni, ste dobili v gradivu pisno vsa poročila, tako da bi jaz mogoče samo na kratko podala nek povzetek tega poročila. Najprej poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta občine Kamnik. Občina Kamnik je razdeljena na volilne enote. In v tem poročilu je najprej navedeno skupno število glasov po posameznih volilnih enotah. Na podlagi tega števila skupnih glasov so bili določeni količniki, na podlagi števila glasov po volilnih enotah. Je bilo na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah podeljenih direktno 14 mandatov. To je na podlagi tega navadnega količnika. Kar je bilo po ostankov glasov, so se pa delili na podlagi D'Hondtovega sistema, in sicer skladno s 16. členom zakona o lokalnih volitvah, in ti glasovi so bili razdeljeni na ravni občine. Na podlagi tega, ob upoštevanju navedenega, je bilo sestavljeno zaporedje najvišjih količnikov. Ti količniki so navedeni v poročilu, tako da jih ne bomo brali, saj ste seznanjeni z vsem. Zdaj pa tako, kako je pa glede mandatov? V skladu z zakonom o lokalnih volitvah so kandidati izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen če je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo kandidatov, oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate z liste.
V tem primeru so bile na podlagi je bilo na podlagi preferenčnih glasov podeljenih 5 mandatov. Zdaj pa, če bi še prebrala število mandatov po listah. Lista Marjana Slaparja je prejela 10 mandatov. Oprostite, lista Mateja Slaparja, se opravičujem, žal mi je. Potem Nova Slovenija, Krščanski demokrati 5, Gibanje Svoboda 4, lista Sandija Uršiča 4, lista Dušana Papeža 2, Slovenska demokratska stranka 2, Slovenska ljudska stranka 1 in Socialni demokrati 1 mandat. Tako, na podlagi razdeljenih mandatov, na osnovi tega osnovnega količnika in preostanka glasov, tako imenovanega D'Hondtovega sistema, občinska komisija ugotavlja, da so bili izvoljeni na rednih volitvah 20.11. naslednje občinske svetnice oziroma svetniki. Bojan Pančur, Nova Slovenija, Krščanski demokrati. Najprej tu volilna enota 1. Vojko Tonin. Bojana. Učala moram dati. Ja, oprostite, jaz gledam, res navija. Ja, Vojko Tonin, Nova Slovenija, Krščanski demokrati, Nina Semprimožnik, lista Sandija Uršiča, Uroš Pirc, lista Mateja Slaparja, Klavdija Hribar, lista Mateja Slaparja, Jože Korošec, Slovenska ljudska stranka. V drugi volilni enoti pa Anton Iskra, Nova Slovenija, Krščanski demokrati, Aleksandar Sandi Uršič, lista Sandija Uršiča, Matija Podjet, lista Mateja Slaparja, Ema Rode, lista Mateja Slaparja, Karla Urh, Gibanje Svoboda, Duško Papež, lista Dušana Papeža. Tretja volilna enota, Matjaž Šporar, Nova Slovenija, Krščanski demokrati, Robert Prosen, lista Sandija Uršiča, Jožef Galičič, lista Mateja Slaparja, Dragica Požek, lista Mateja Slaparja, Miroslav Bidar, lista Mateja Slaparja, Marko Šarec, Gibanje Svoboda, Natalija Berlec, Slovenska demokratska stranka. In četrta volilna enota, Ivanka Učakar, Nova Slovenija, Krščanski demokrati, Cene Lap, Socialni demokrati, Šemso Mujanovič, lista Sandija Uršiča, Mihael Resnik, lista Mateja Slaparja, Romana Učakar, lista Mateja Slaparja, Dušan Zore, lista Mateja Slaparja, Aleš Lipičnik, Gibanje Svoboda, Mojca Jončenska, Malovrh, Gibanje Svoboda, Alenka Jevšnik, lista Dušana Papeža in Matija Sitar Močnik, Slovenska demokratska stranka. To je ugotovitev volilne komisije. Se opravičujem za napačno prebrana imena. Hvala lepa. Želi kdo razpravljati? Če ne, zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik se seznani s poročilom o izidu volitev članov občinskega sveta občine Kamnik. Pripravite se, glasujemo. Glasovanje poteka.
Zaključujem glasovanje. Za 29, vsi za. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo še na poročilo izidu volitev župana občine Kamnik. Poročevalka ponovno gospa Avbelj. Izvolite. Občinska volilna komisija je prav tako dne 20.11.2022 ugotavljala izid volitev župana občine Kamnik v prvem krogu. Volilna udeležba je bila 44,48%, oddanih pa je bilo 10.307 glasovnic. Skupni rezultati glasovanja za župana v občini so sledeči. Kandidatka Maja Aleksovska Lesjak 6,74% glasov. Sandi Aleksander Uršič 21,61% glasov ter Matej Slapar 71,65% glasov. Na podlagi števila prejetih glasov je občinska volilna komisija ugotovila, da je večino glasov dobil kandidat Matej Slapar in je s tem izvoljen za župana. Hvala lepa. Prosim. Želi kdo razpravljati? Zaključujem razpravo, če ni razpravljavcev. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik se seznani s poročilom o izidu volitev župana občine Kamnik. Ste pripravljeni? Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem razpravo. Glasovanje. Zdaj bi pa samo še jaz v imenu občinske volilne komisije čestitam županu za prepričljivo zmago, prav tako članom in članicam občinskega sveta za njihovo izvolitev, z željo, da bi bili čim bolj uspešni in da bi sprejeli čim več modrih odločitev v korist in dobrobit občanov in občanov. Občinske... Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.